Prebivalci območja Etequini, kjer leži Durban, tretje največje mesto v državi Južni Afriki, so poplav sicer vajeni, a tako hudih, kot so bile zadnje, ni bilo že 35 let. V 24 urah je namreč padlo toliko dežja, kot bi ga sicer v polovici leta. Vlada je že pred časom, ko so številne prebivalce preselili na jug mesta, da so s tem naredili prostor za prireditve svetovnega prvenstva v nogometu, obljubila prebivalcem, da bo poskrbela za njihovo zaščito. A tega ni naredila. Zdaj je več 100 ljudi umrlo, brez strehe nad glavo je ostalo 40 000 prebivalcev. Kuningi kakhulu okumoshakele ngisho umbhede yabo nje lo mattress wengane zami njengoba ubona ulele lapha phansi kuyinto nje kahle nje sesihleli nalokho esihleli nakho asisesabantu abanganalutho. Poškodovanih je tudi 240 šol in številni otroci zato ne morejo k pouku. Prav mladi pa ste tisti, ki najbolj opozarjate politike, naj sprejmejo odločitve, ki bodo obvarovale okolje. Toplogredni plini, ki jih spuščamo v zrak, namreč povzročajo segrevanje ozračja, to pa taljenje ledu med drugim tudi na otočju v Arktičnem oceanu. All this fresh water coming off the land here in Svalbard, and of course more so in places like Greenland, goes into that one bathtub, and the effect back in the South Pacific is the level of the bathtub is going up. Ljudje onesnažujemo morja tudi z mikroplastiko, o čemer skuša z akcijami in zbiranjem podatkov ozaveščati tudi skupina ljudi v Avstraliji. Mikroplastika so plastični delci manjši od 5 mm. Večina jih nastaja pri razgradnji večjih plastičnih predmetov, denimo vrečk, plastenk in ribiških mrež. It's not just the physical blockage, but it's the chemical toxicity that is an issue. Vsako leto v morju konča okoli 12 milijonov ton plastike, ki se ne razgradi, le razpade na manjše koščke. Zato je pomembno, da jo uporabljamo čim manj.